Miša. Dober dan. Julejo, ti si, hoj, čakaj. Čau. Je paprike, jalapenijo te ubiram, no, kaj pa ti tle, čau. Ej, ja, na obisk sem prišla, sam vidim, da imaš del. Pa danes, ko imam za vlagat. Kaj pa, če ti jaz pomagam? Sam ne znam, ampak mi boš pokazal. Boma skupaj se naučila, ker jaz Da, tudi da. nisem čist ziher, sam imam pa voljo. To je ful pomemben. Za vlaganje ne potrebujemo cele njive, včasih nam že v loncih zraste dovolj zelenjave, primerne za ozimnico. Ta firtoh je vložil, veš koliko kozarcev. In vsi so rata, čak da ti ga zavežem. In se mi zdi, da boš danes odlična pomoč. Vlaganje je tako goveja župa. V tem moraš uživati, narediš po okusu in ko daš enkrat nekaj v kis, veš, da bo okej. Mi da ne bomo komplicirali, ker fora je, če hočemo nekoga navaditi, da bo vlagal, Ja. čim boljš, da tak narediš. Takle. Pekoče paprike sva očistila. Del časa, ko jo v prvi vodi kisovi kuhaš, manj bo pekoča. Če hočeš ful pekočo, jo sploh ne namočiš, pa jo daš takoj v kis. Paprike škofove kape pa sva pripravila za polnjenje s sirom. Pri škofovih kapah je najboljš takle, kar malo večji del odrežeš, zato da jih bomo lahko polnila. Drugi korak je blanširanje, približno 5 minut. Zadnjič, ko sem vlagal peso, to Ja. sem videla, ne? Mi je ostal kis, kjer ga sem namočil kumno in tu noter je kis, voda, cukor in to bom zdaj kar porabil za blanširanje oziroma za kuhanje teh paprik. Košti, to je najboljše. To se ful mladi A bojijo. Ja, prosim, moraš s prstom, obvezno. Pravo razmerje je vedno, da ti en učko zategne od kislosti, ta drugo ti pa dvigne od sladkosti. Začimbe pa dodamo po okusu. Univerzalna mešanca, ko si jo lahko izračunate, je pol litra kisa, dobrih 7 deci vode, Okay. pa 3 pesti cukra. Štefka Kop je mojstrica ozimnice, o kateri je izdala tudi priročno knjižico receptov, zato sem jo prosila, če nam pokaže, kako vlaga ona. Skupaj pa sva se lotili vlaganja mešane solate. To dajte kar na polovico. Tako, ja. Pa tako po dolgem? Dajte še na polovico, da ne bojo prevelike. Tudi vložena zelenjava ohrani precej hranil, vitaminov in mineralov. Nič s tem se ne uniči. Vsa hrslavost ostane, plus tega tudi, bom rekla, tudi okus je dosti boljši, ne, če se malenkost predela, pa pasterizira, ne. In tudi ona pravi, Ni potrebno se recepta držati. Lahko si naredimo čisto sami svojo solato. po okusu. Iz zelenjave, ki je imamo preveč. Tudi če naredimo le kozarček ali dva, da je ne zavržemo. In tudi če delamo majhne količine, je shramba hitro polna vitaminov in zelenjave za zimo. Že naše babice, pa mame, ne. Se spomnim, moja mama je tudi čisto vedno delala neko ozimnico, kumarce obvezno, potem je delala rdečo peso, vlagala je papriko. Ker imamo na voljo boljše naprave, je zdaj vendarle marsikaj drugače. Delam drugače v tem primeru, da jaz veliko stvari zdaj pasteriziram v pečici. Pa veste, kje je tudi super delati pasterizacijo? Po valnem stroju. In zdi se, da to znova postaja navada tudi pri mladih. Vidim jaz, zelo veliko mladih mamic se je začelo ukvarjati s tem, da si vlagajo, da si kuhajo marmelade. Zdaj, ko sam to delam, ugotovim, da to sploh ni težko. Pač point vlaganja je sterilen glaš, vroč kis in kvalitetna vsebina. Basta. Da je znova vedno več interesa za vlaganje doma, opažajo tudi v trgovskem podjetju Špar Slovenija. Več same vlagamo, tako je. Nekateri so tudi drzni in preskušajo nove stvari. V letošnjem letu trend, in sicer trend pri domači pripravi, gre za trend fermentacije. Zato smo v prodajo v letošnjem letu umestili tudi kozarce za fermentacijo, ki so bili pravi hit in so bili prodani v nekaj. Kot kupci vložnin pa ne eksperimentiramo prav veliko. Slovenec je tradicionalen potrošnik, posega po klasičnih artiklih, ne preizkuša nekih novosti. Skozi leto največ posegajo po kislih kumaricah in rdeči pesi, to so neka stalnica v naši ponudbi in tudi v prodaji. V jesenskem času se pa največ prodajo kisle repe in kisle gazeli. Največ vložnin, pričakovano, prodajo jeseni. Nekje septembra začnemo v prodajo mešati tudi večja pakiranja ozimnice, pakiranja z večjim številom kosov, takrat je prodaja tudi najvišja. Vložene kumarice so aktualne celo leto, veliko jih prodajo decembra za praznične pojedine. Imamo pa jih tako radi, da je to celo najbolj prodajan izdelek v Šparu.
Kumarice 680 gramske so najbolj prodan artikel. In te kumarice so vložene v Sloveniji, večinoma pa gre za uvožene. V prvih 7 mesecih letošnjega leta smo uvozili 25krat več vloženih kumaric, kot smo jih izvozili. Uvozili smo jih dobrih 2700 ton, izvozili pa dobrih 100 ton. Največ vloženih kumaric smo uvozili iz Nemčije, in sicer dobrih 700 ton v vrednosti več kot 1 milijon evrov. Letos je bila zelo slaba letina kumaric, tudi Štefka Kop je imela svojih le za 2 kozarčka. Pravijo, da so bili samo moški cvetovi, nič ni bilo ženskih ali obratno, ne vem, kako pač vsi govorijo. Ko jih kupujemo na tržnici ali v trgovini, moramo biti pozorni na kakovost. Poglejte, vedno moramo paziti tukaj, ko se odlome kumarca, ne? Vidite, tukaj se vidi, da so bile sveže kumarice, ne? Belo ostane. Mogoče malenkost spremeni barva, ampak to se točno vidi, kdaj so bile sveže pobrane, da so bile en večer prej. Če so pa kumarice, te male, pobrane že par 4 dni, 5 dni prej, so potem pa tukaj zgledali na vrhu čisto temno rjavi. Pridelovalci so lani kumarice za vlaganje gojili na 40 hektarjih površine. Pridelali so skoraj 500 ton kumaric za vlaganje, od tega so jih 2/3 porabili sami, 1/3 pa je bila namenjena tržni pridelavi. Kisle kumarice in druge vložnine že več kot 40 let vlagajo tudi v obratu Droge v Središču ob Dravi, ki ga je tako kot znamko droginih vložnin pred 15 leti prevzelo slovensko družinsko podjetje Ahac. Za razliko od kumaric je vsa njihova vložena rumena paprika pridelana v Sloveniji, celo v bližini obrata, pravi vodja poslovne enote Marinka Kolarič Lašič. To papriko, kaj danes delamo, to je vse slovensko, sploh ne gremo več prek meje, zato ker smo imeli slabše izkušnje. Rdeča pesa tudi vsa naša, zelja, repa, vse slovensko. Gledamo, da je vse slovensko, kar se le da dobiti v Sloveniji. Za vloženo rumeno papriko in rdečo peso so prejeli tudi certifikat Jeruzalem, ki zagotavlja lokalno kakovost s prleško zgodbo. Vse delamo tradicionalno, tako kot smo nekde tako tudi zdaj, tako kot doma ome so delale, pa še delajo, kire delajo. Tako da ni nekaj, razen pri nas so pač mašine, tiste, ki vlagajo mašine, so tiste, ki papriko čistijo. Pasterizacija je pri nas v pasterizatorju, doma pa ne bršlonec ali pečica. In recepti so ravno tako praktično enaki. Voda, kis, sol, sladkor. Razen pri kumaricah se da notri koper, ekstrakt kopra, pri rdeči pesi pa ekstrakt kumine, tako da to pa je to. Marinka Kolarič Lašič dela v tem obratu od samega začetka. V več kot 40 letih se je spremenila samo tehnologija, pravi. Zdaj mašine delajo, nikde pa smo to na roke vlagali. Nič smo ne spreminjali receptur, niti nič. To niti ob spremembah trendov ni bilo potrebno, saj imamo Slovenci od nekdaj raje bolj kisle vložnine. Sedaj je trend tako, da sladkorja preveč ne. Tako da mi nič ne spreminjamo. Prej ga nismo dodajali, zdaj ga ne rabimo odvzemati. Zagotovo se še spomnite časov, ko smo jeseni kleti založili vsaj s krompirjem. Te navade je vedno manj. Na kmetiji Prčižman ga za svoje stranke shranjujejo kar sami, pravi vodja kmetije Simon Zajc. Mi ga pobiramo ročno, ga stresemo v take velike kište in zdaj bo tle čakal. To je sorta Rudolf, to je noter bel krompir, odzunaj rdeč. Krompir za stranke in za seme nato čez zimo shranijo v kleti, kjer pa morajo biti pravi pogoji. Najbolj pomembno je, da je v temi, ne sme biti svetlobe, to zato, da ne rata zelen. In zato, da kasneje začne kaliti, potem pa temperatura, idealna okrog 6 stopinj, potem pa še vlaga, ne sme biti presuho. Če je suho, začne izgubljati vlago in je mehek. Skladiščijo pa tudi vso drugo zelenjavo, ki je primerna za ozimnico, ki pa je zaenkrat še na njivi, naprimer koleraba in korenček. To bomo vse pobirali okrog 1. novembra. Sprav, prijem prije prvi orank mraz, je to treba pobrati, ker mraz poškoduje in pol tam gnije. Tiste stvari, korenje recimo lahko pustiš, korenje je pol sam še malo bolj sladek, pa to ga lahko tudi imaš na njivi, čeprav mi ga poberamo, mi imamo vse doma. Radiča zaradi milih zim več ne pobirajo in ne skladiščijo. Če se napoveduje pol kakšen ful mraz, ga malo pokrijemo s kopreno in to je to. Zelje pa ne sme zmrzniti, zato ga pobirajo pred prvim mrazom. Gojijo pa več sort zelja. Zato, ker pri nas ene stranke ga želijo vlagati, se pravi, ga sami kisajo. To je pač varaždinca, ker je največ za to. Enega želijo ribati sami, pač pa druga sorta za to in pa sorta za sledičenje, to so polne kompaktne zbite glave. Tiste pa čakajo pol do poletja, v bistvu celo zimo ti počaka. Mogoče kakšno zunanjen
zunanjo voj bo malo ali se posušal, pa zniv ti se umakneš in notri je. A je treba ga zaviti, kaj? Mi ga ne zavijamo, pri nas to vse čaka. Po zadnjih razpoložljivih podatkih so kmetje v 2023 na živilskih trgih prodali 154 ton kislega zelja in 118 ton kisle repe iz lastne pridelave. Povprečna cena za kilogram kislega zelja je bila dobra 2,60 €, za kilogram kisle repe pa 2,50 €. Če imamo vrt, nimamo pa prostora za shranjevanje, je dobro vnaprej premisliti, kaj lahko prezimi zunaj. To so razni kakšni kodrolisnati ohroti, navadni ohrot, po tej zimski pori, to lahko vse počaka. Korenje lahko pustiš noter. Sodoben način življenja, vremenske, predvsem temperaturne spremembe, dostopnost živil in krčenje prostora za ozimnico se kaže tudi v navadah kupcev v ložnini in ozimnici v trgovinah. Večja pakiranja ne kupujemo več na veliko. Večinoma kupujejo po 1 ali maksimalno 2 pakiranji, v prodaji so nekje do konca oktobra oziroma maksimalno do sredine novembra, potem se pa prodaja zaključi. Evo teče moja. Kaj pa čakaj, to imaš nove kozarce? Ne. Ne, to so kozarci, ki so včasih bili uporabljeni. Kozarce lahko uporabimo vsako leto, iste jih je pa treba dobro oprati in sterilizirati. Pomivalni stroj 70 stopinj, Ja. zmagate. Če ni stroja, jih operete na roke, pa imate mikrovele, 1 minuta, suhe kozarce na maksimalni moči. Pokrove bomo pa bolj sam dali v vrelo vodo in bojo konovi. Tudi pokrovčke lahko uporabimo večkrat, vendar ne smejo biti poškodovani. Če mi hočemo pokrov večkrat uporabljati, vzamemo kozarc, tako prim roke, in da je tako, Okay, čakaj. Ja? tako, primeš kozarc in ga z obeh strani stisneš. In Okej. ti ga bo luft spustil. In na tak način nisi uničila kozarca. Aha, okay, Oziroma dobro, ta kozarca ni- pokrova. Štefka Kopa pokrovčkov nikoli ne uporabi dvakrat. Ko ga zategneš tesni, ko ga pa zdaj odpreš, udarimo pa odpre, je pa avtomatsko že pokrov ranjen. In res zato pa potem tudi zavrejo, ali kumarca ali kakšna druga shramba. Najpomembneje pa je, da so kozarci sterilizirani, dobro oprani na visoki temperaturi, ko jih izpraznimo, preden jih pospravimo in pa še enkrat pred ponovno uporabo. Te bomo filali s sirom. Dobro, tele Ne. dava sem, ne? Tako. Ok, Ne. bom jaz vam pobrala, ti pa kar une. Te bomo dala pa midva takle v kozarček, ker jih bomo pol z istim kisom prelila in na tak način jih bomo konzervirala, prezervirala. Dodala sva nekaj kumine in popra ter koper. Pol jih zaprem, tako. In namesto, da bi jih jaz grel, obrnem kozarc naokoli in jih bo to zagrel. In tako jih bomo podala v pečico, ne? Nato sva nekaj kozarčkov napolnila še sirom polnjenimi škofovskimi kapami. Mehki beli sir, ki je v slanici, ima no dosti konzervansa, da ko bomo mi to dala zdaj na olje, kar smo skisala, ne bo crknal. Dodala sva nekaj svežega česna, lovorja in bazilike Ne rabimo ful zdaj nafilati. in zalila z oljčnim oljem. Pri tem je zelo pomembno, da očistimo rob kozarcev. Zato, ker to lahko hitro kaj pol zaplesne, pa tak naprej. Letos so po Evropi odmevali primeri botulizma. Glavni povzročitelj redke, a nevarne bolezni je okužba z bakterijskim toksinom, ki zelo dobro uspeva v pločevinkah, fermentirani in vakuumsko pakirani hrani. Kar pa ni razlog, da bi se odpovedali vložninam, zatrjuje specialist infektologije in intenzivne medicine UKC Ljubljana Tomaž Vovko. Ta bolezen je izjemno redka. To pomeni, da na 10 let smo nabrali nekako 3-4 primere, od tega je bila ena dejansko taka, da je bil hud potek. Tako da vsekakor obstaja veliko hujših stvari, s katerimi se srečujemo vsakodnevno, ki se jih bi mogli v resnici precej bolj bati. Klinični znaki se sprva pokažejo podobno kot pri kakšni drugi zastrupitvi s hrano, torej prebavne težave, trebušni krči, slabost in bruhanje. V drugi fazi pa se pojavi ohromitev mišic. Če se bi pa to zgodilo, potem v tej fazi je čas vsekakor, da obiščemo zdravnika. Največkrat se začne z ohromitvami teh obraznih mišic. Če so vložnine pravilno pripravljene, je strah pred tem odveč. Ta hrana v 99,9% je v redu. Če pa ko jo odpremo zasmrdi, je plesniva, nas odvrača od zaužitja, jo pač zavržemo. Zadnji primer, ki je bil pri nas, je dejansko zavohal, da ta neka pašteta, ki jo je jedel, da mu ni dobro dišala. Tako da pač vsekakor, če je kaj takega, pač to hrano zavržemo. Tukaj sem pa dala mešanico kisa, vode, lovorov list, sol, cel poper in pa malo olja sem dala noter. To bomo zdaj zavreli in potem postopoma dali noter. Tako lahko vse zgrabimo, pa korenčka tudi, ja.
zelje. Tako. Zdaj bomo pa vzeli kuhalnico, pa bomo imeli to malo premešali. Dodali Tako, malo da še dodamo, paradižnika, ne? ja, pa damo še kumarce, pa še damo Rdečo tako, da še potem nekaj ostane, še za drugo rundo. Lahko pa takšno solato tudi surovo naložimo v kozarce. Potem pa naredimo mešanico, prevreto mešanico, enako kot to, potem pa samo v kozarce nalijemo. Potem pa obvezno v pečice pasterizirati. Ne? V takem primeru ostane zelenjava bolj hrustljava, se pa hitreje kakšen kozarec pokvari oziroma zavre. Ipak paradižnik je zraven, paradižnik ima veliko kisline, ne? In zaradi tega se lahko zgodi. Ko solata malo spremeni barvo, napolnimo kozarce. Tukaj pač gledamo, ne, da enakomerno tekočina in pa gostejša zmes. Ne? To je to. To se potem ohladi, napolnimo v kozarce, zadelamo, z odejo potem pokrijemo in pustimo čez noč. Da se počasi ohlaja in da vakuum dobro zategne, ker nismo pasterizirali v pečici, s pokrovi pa pazljivo. Vidite, to sem, ne, ta pokrov, ne, več ga ne smemo uporabiti. Vidite, ker se suče, ne. Tega moramo žrveč, ne. Evo, ta pa je. Vložimo lahko tudi koromač po enakem principu kot vse drugo. Kadar vlagamo koromač, bam, da je veliko. Velike kozarce, ker pri vlaganju je vedno tak večji, ko bodo kosi bolj bo hrustali. Ja, tako malo odporim to. Vložimo lahko praktično vse, takrat, ko zraste. Cvetačo lahko vložimo, letos je sicer še jaz nimam, jaz imam bolj jesensko cvetačo. Potem lahko tudi korenje vložite. Rdečo peso, na primer, pred vlaganjem skuhamo, enako fižol. Kuhate tako dolgo, da je fižol kuhan. Ne sme razpadati, mora biti al dente še. Ko imamo vse pripravljeno, zagrejemo pečico na 120 stopinj in za kozarce pripravimo vodno kopel. Res je, da nam ne bi slučajno kozarci po domač glaži popokali. Jaz uporabljam peki papir, ga dam tako not in zdaj pravilno obrnem kozarce. In to bomo zdaj dala v pečico in jaz velikrat pustim, da se kar v pečici ohladi. Niti deke pol ne rabiš. Zložiš na hladno in evo ti ozimnico. Ozimnica, če je dobro shranjena, ostane. Ste videli, kako smo bili hitro gotove? Noro. Cenovno gledano se nam morda res ne splača delati svoje ozimnice, če nimamo vsaj svojega vrta. Vsekakor pa je to zelo trajnostni način, da shranimo pridelke, ki bi drugače propadli. Predvsem pa si tako tudi za zimo naredimo zalogo zdrave hrane, za katero vemo, kako je pridelana in od kod je prišla.